Čele jaznarce imam za firkel vinca dam, če ideš gorco k nam, selej ti pitki dam, lepimo ga, imen Boga, ki nam tak sladko vince da. Lepimo ga, imen Boga, ki nam tak sladko vince da. To je zabila, ne? V teh naših krajih, sicer pa bolj rečemo to točno, da smo na hribčku pri Sveti Barbari, smo z letino kar zadovoljni. Gorice, vsaj tisti, ki so jih pridno obdelali, so kar lepo rodile in zdaj, ko je Martin, mislimo, da bo tudi tale mož postal zelo dobro vino. O količinah vinogradniki ne radi govorijo, ne? To je tako, če bi koga vprašal, koliko imaš denarja v žepu, ampak vseeno danes nekako po trti pridelujemo mnogo manj kot včasih in sicer namenoma zaradi tega, da višamo predvsem kvaliteto vina. Povprečju nekje se po trti giblje liter pa pol vina. Naši vinogradniki, vsaj tisti, ki so, bom rekel, nekje vodilni, pa imajo tam okrog 2 do 3 hektarja trt, po hektarju pa sadimo 4, 5, 6 tisoč trt. Tako da lahko zračunam, da naši vinogradniki nekje pridelujejo tam od 3000 litrov vina, ta manjši, pa vse tja tudi do 10-15 tisoč litrov. Tudi pri nas je stopnja sladkorja bila kar velika, tako da je marsikdo, ki je želel, lahko tudi se odločil za pozne trgatve, ker vemo, da za pozne trgatve rabimo nekoliko višje stopnje sladkorja. Žal je tam en teden, dva bilo vreme malce nenaklonjeno, vendar pa sedaj te dni, kateri so se odločili za pozne trgatve in vsekako ni žal, bogato je poplačan ta pridelek, ki je nekoliko seveda po količini manjši, vendar pa v kvaliteti bistveno boljši. Predragi mošte, danes smo te spoznali za krivega in po sodnih sklepih se ne moreš več zagovarjati za grešne stvari, ki si jih povzročil. Ja, samo martinovanje pa ima kar nekaj zgodb, drugače pa vemo, da pač Martin je nekako iz Madžarske, ki je potoval v Francijo, tam tudi danes nekako praznujejo v tistih krajih ta njegovo življenje ali pa celo romanje, kot rečemo, imajo verniki mnogokrat, ja. Moram pa povedati zanimivo tudi, da Madžarska, Slovenija pa še nekaj držav skupaj so se tisti delavci, ki delajo predvsem na področju turizma, odločili za tako zvano Martinovo pot. In ta pot pelje tudi skozi našo občino in nekako povezuje vse cerkve, ki so posvečene svetemu Martinu. Mi imamo v naši sosednjem kraju, v Gorjanah, cerkev svetega Martina in ravno skozi ta kraj tudi ta pot poteka, ki poteka nekako z njegovega rojstnega kraja na Madžarskem, pa vse do tja v Francijo, kjer je živel. Danes je dan, ko te bomo morali prekrstiti v vino. Pozvoni! Pili, nema nič? Lej, pol! In kaj bolj zadene, kaj bolj trofi, mošt, ki še ni vino, ali vino, ki bo, oziroma mošt, ki bo jutri postal vino? Ojoj, težko vprašanje. To pa probala, koliko bomo čega popila, pa bomo videla, kak je efekt. Moštek, vedi, da smo te imeli radi in to smo dokazali tudi z delom čez celo leto v vinogradi. Ko je grozdje dozorelo in zraslo, smo ga obrali, ga nasipali brente, nato pa v lesene kadi. Grozdje smo zmleli na male kose, ga spokali v cuhte, te pa tak tučkali, pa stiskali, da ni ostalo druga kot ropina na preši. In tak si nastal ti, pozvoni.
Zato smo se danes tukaj zbrali na dan svetega Martina, da bi te spametovali in krstili v pametno vino. Kislo šmarnica, to bi za nas. Kisla tukla, to bi za nas. Zažgana pečenka, to bi za nas. Slobo vino, to bi za nas. Podrejta baba, to bi za nas. Dobro vino, to je za nas. Dobra pečenka, to je za nas. Dober domači kruh, to je za nas. Rumeni muškat, to je za nas. Slabega gospodarja, odreši se nas. Slabega vina, odreši nas. Pijanskih noči, odreši nas. Miličnikov ali policajev na stezi, odreši nas. Dragi moštek, in veno vseh tu zbranih ti naročam, da boš kot čisto vino in zdravo, da ne boš samo, ampak v družbi dobre hrane in pametne glave. Pozvoni. O pomoči svetega Martina te krstimo v vino, v omenu Očeta in Sina in svetega Martina. Amen. Prekrižite se.